Jesenski prvak Slovenije proti vodilni ekipi bolgarskega prvenstva. Dvojni tekmovalni vikend program nogometašev Maribora v Beleku se je začel s tekmo proti doslej najzahtevnejšemu nasprotniku. Na drugi strani je bil Liteks, znanec z lanskih priprav. In za lanski poraz 0:1 je tokrat sledila konkretna oddolžitev. Kaj se obeta, je bilo jasno že po prvih minutah. V peti je Mendy po odvzemu žoge s spretnim preigravanjem ušel dvema branilcema Liteksa, ob udarcu proti golu ga je Nikolov nepravilno oviral in sodnik je pokazal na 11-metrovko. Vlogo izvajalca je prevzel Mezga, toda vratar Aleksandrov je ubranil udarec. Je pa veselje prinesla naslednja poteza. Dervišević je dobil zračni dvoboj, v nadaljevanju pa znova v glavni vlogi Mendy, ki je izkoristil navezo spretnosti in telesne moči, bil v dvoboju uspešnejši od Božikova ter ob soočenju z vratarjem spravil žogo v mrežo za otvoritev revije golov. V dinamičnem ritmu so se vrstili napadi moštva vijoličastem in v 21. minuti je bilo 2:0. V dolgi akciji je najprej Bohar podal do Mezge, ta na levo stran do Vilerja. Ob njegovem udarcu je vratar žogo še odbil. Tavares je ni uspel takoj potisniti čez golovo črto, je pa sodeloval pri pripravi akcije za povišanje vodstva. Po njegovi podaji je naslednji ciljal Milec, žoga od obrambnega bloka do Mezge, ki je poskrbel za učinkovit zaključek. Prvi polčas je minil povsem v znamenju prevlade Maribora. Edina obetavnejša situacija je ostala zabeležena v 25. minuti, ko je po kotu Rajčević v dvoboju z Žordanom z glavo preusmeril žogo in zadel prečko. Po igri visokega ritma v prvem nadzor dogodkov na igrišču v drugem polčasu. Tekmeci so do konca vmes zapretili le enkrat, poskušal je Vilmar Jordan, toda njihovega najboljšega strelca je s pravočasnim blokom ustavil Argus. Vse je šlo po načrtih in del načrta je bil tudi, da začne Vršič z vračanjem tekmovalnih občutkov. V 60. minuti je prvič stopil na igrišče v vijoličastem namesto Mezge, ki po vmesni bolezni še ni za 90-minutne napore. In po 13 minutah je k prepričljivi predstavi dodal prispevek s svojim prvim debitantskim golom. Tavares je v akciji za 3:0 popeljal protinapad, podal na desno stran. Vršič je ostal miren ob zaključku in nameril mimo vratarja v levi kot. Prvi vtis je to, da je konkreten, da je prišel priložnost in zabil gol. To je velik plus. Je pa dejstvo in evidentno, da je v zaostanku, da fizično še ne more parirati, kar pa je zelo pozitivno z njegove strani, da je se odzval tako, kot se mora odzvati in naša naloga pa je samo, da ga fizično pripravimo in potem bo do stvari prišle na svoje. S tem še ni bilo konec učinkovitega sobotnega popoldneva. Najprej so Bolgari uspeli zmanjšati zaostanek, ko se sodniki niso ozirali na zahteve po ofsajdu in je Cvetanov po podaji Asprilije potisnil žogo v mrežo.
Ostalo pa je dovolj časa za še nekaj naletov proti golu, s tem pa tudi za 4. mariborski gol. Kot je izvajal Cvjanović, Tavares spretno z glavo zadel za končnih 4:1. Za ta del priprav je prikazano že na visoki ravni. Bivanje v Turčiji dobiva vse bolj pozitivne ocene. Vsaka tekma je test, tako da zdaj vsake tekme moramo vse boljše in boljše igrati. Kar se tiče Oliteksa, prejšnje leto se ga spomnim, da so zelo veliko z golmanom igrali in sem mislil, da bo to leto tako, da nam bodo s tem delali probleme. Ampak smo dobro stali na igrišču in mislim, da niso, jaz ne vem, če so oni imeli kakšno konkretno akcijo.